Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Današnji klepet, današnji pogovor bo pravzaprav namenjen vsem tistim, ki se v življenju soočate z obdobji slabe volje, mogoče s potrjeno diagnozo depresijo oziroma uživate antidepresive. Kaj narediti, ko si slabe volje kljub antidepresivom, oziroma kaj narediti, da bolj kvalitetno živiš na antidepresivih? Danes v moji družbi lepo pozdravljeni, dobrodošli, Jelena Dimitrijevič, certificirana nutricionistka, in Urška Loncnar, terapeutka zdravilne prehrane, Urška Health Coach. Te spremljamo po Instagramu, sicer pa Loncnar, brez č, ne? Res je, hvala. Torej, antidepresivi kot taki, ko jih začnemo jemati, kaj sprejmemo, kar nam mogoče ne povejo ali pa kar mogoče si ne vzamemo časa pa ne preberemo? Katere so tiste stvari, ki nas lahko mogoče presenetijo ali kakorkoli? Ja, marsikdo dejansko ne ve, da v bistvu to tudi so stranski učinki, kot pri vsakem zdravilu. S tem, da dolgoročno jemanje takih zdravil pač prinese veliko slabih stvari na celotno telo, pa tudi na biokemijo našega telesa, tudi naš endokrini sistem, na naš hormonski sistem, imunski in tako dalje, ampak hkrati se pojavijo tudi različni negativni simptomi, ki jih nekako povezujemo s tem jemanjem. Recimo lahko se pojavijo tudi kakšni glavoboli in omotica in lahko bruhamo, nam je slabo zaradi tega. Lahko pa se taka ena zanimiva nihanja pojavijo. Recimo nekateri imajo povišan krvni pritisk, nekateri pa zelo nizkega. Nekateri recimo imajo tiste palpitacije, tahikardijo, nekateri pa imajo upočasnjeno delovanje srca. Nekateri veliko urina izločijo, nekateri pa ga skoraj sploh ne izločijo, pa pol se pri libidu to pozna. Nekateri imajo zelo visokega, nekateri nizkega, zelo močno utrujenost se lahko pojavi. Tudi temperaturna nihanja, nizka, visoka temperatura. Se pravi, cel kaos se dogaja v telesu, ko začnemo jemati antidepresive, ni pa nujno, da se bomo počutili boljše, ko jih začnemo imati. Nekaj pri nekaterih, recimo, bolezenskih stanjih je to za nekaj časa nujno potrebno, da omilimo akutno težavo, ampak dolgoročno gledano je treba iskati drugačne rešitve, bolj naravne pristope, da vrnemo to harmonijo v naše telo na bolj tak celosten način. Urška, bi ti rekla, da antidepresivi da za neko kratko obdobje pa zraven ful delati na drugi stvari, ali absolutno ne? Ne, jaz se strinjam, da v določenih primerih so potrebni. Vendar, tako kot jaz delam recimo s strankami, ki so, rečemo, ženske, preobremenjene mame, zaposlene in so enostavno izčrpane. Nimajo volje do življenja, nimajo nobene motivacije in ko grejo zdravniku, v bistvu psihiatru, dobijo samo antidepresive. Nihče jih ne posluša, zakaj je do tega prišlo, kaj se z njimi dogaja. Razumem, zdravstveni sistem je pač tak, da imajo zdravniki, 3 minute na pacienta in v teh 3 minutah jaz porabim 1 uro pa pol, pa nisem še nič zvedela o tem človeku. In v takih primerih jaz mogoče na začetku, ko gre samo za neko utrujenost, neko apatičnost, ravno ne bi svetovala. Bi šla pogledat, zakaj se je to začelo, kje je vzrok tega. Ker vedno je, ni samo, predvsem pa ni v glavi vzrok. O tem bomo še govorili, kje dejansko je vzrok. Že tale trenutek gledalcem namignemo, da ni v glavi, nekje drugje je. Ali je možno, da kdo v Sloveniji recimo jemlje antidepresive, pa v bistvu je imel samo pomanjkanje recimo B vitaminov? Ja, zdaj to preprosto verjetno ni. Je treba tudi pogledati bolj tako širšo sliko, ker vedno je kombinacija ali nekaj na telesni ravni, ali naši mikrobioti, ali pač mogoče toksičnosti, ki je iz okolja, pa tudi pride v naše telo, pa kopičenje tega, pa recimo stres, ki traje, ki je že kroničen ali kakšen traumatičen, marsikaj je in je treba pogledati res vse aspekte, ampak se lahko zgodi, da je tudi kakšno čisto preprosto pomanjkanje nekaterih nutrientov, ki pripelje do tega, da funkcija našega telesa ni več najbolj optimalna in se kaže na tak način, depresija, anksioznost. Se pravi, preden začnemo jemati antidepresive, malo raziščemo telo. Tako je. Recimo, če gremo na neke krvne teste, kaj rečemo, da nam pogledajo? Kera bi bo tole povedala?
Ja, na krvnih testih recimo vedno preverjamo tudi stanje kortizola, DHA, tudi različnih hormonov v našem telesu, ker to nam tudi kaže, koliko je dejansko naše telo izčrpano, kako tudi deluje, ne vem, ščitnica, ker velikokrat je tudi ta povezava s tem, da nam kaže, da se nekaj v endokrinem sistemu slabo dogaja. In takrat lahko pridemo do informacije, da mogoče ne rabimo niti antidepresivov, ampak moramo samo druge zadeve Minerali so zelo pomembni, ne? Prisotnost mineralov tega pogledati, ki zelo vplivajo na delovanje živčnega sistema, sploh tega parasimpatičnega, ki je odgovoren za... Ok, gremo zdaj na vzrok. Mene zelo preseneča, da po svetu, predvsem na zasebnih, naprednih klinikah, ki imajo celosten holistični pristop, da zdaj že desetletja uporabljajo pristop usmerjen na črevesje. Torej, da prej kot neke antidepresive, regulatorje in tako naprej, dejansko ljudem predpisujejo probiotike, encime in podobne zadeve. Se pravi, ciljajo na črevesje. Zakaj? Zato, ker je, v bistvu se zdravje začne v črevesju. Te naši mikrobioti. Mi se moramo zavedati, da imamo v telesu 10-krat več bakterij, kot imamo celic. In mi jih jemljemo samo kot neke patogene, je pa večina dobrih. 99% bakterij je dobrih in one dejansko uravnavajo vse funkcije. Tudi mitohondrije, ki so celice, v bistvu te naše power plant, energetske elektrarne, so v bistvu stare bakterije. In tam moramo pogledati in tam je v bistvu povezava med črevesjem in možgani. To je pa živec vagus. Ne vem, koliko ljudi, večina ljudi niti ne ve, da ga ima, ker so ga zelo pozno odkrili. V bistvu se je začelo relativno pozno o njem govoriti. In stanje v glavi se kaže najprej v stanju črevesja. Stanje v glavi se najprej kaže v stanju črevesja. Kaj bomo zdaj lahko rekli, da te ljudje, ki imajo težave z depresijo oziroma so na antidepresivih, so imeli težave z razpoloženjem in tak naprej, da so enostavno jedli preveč hrane, ki ni dobra za njih? Ja, tudi to, ko hranimo napačne bakterije, potem se naredi neravnovesje, ko je telo tudi močno zakisano, recimo, takrat se ustvari pogoj, da se razvijajo, ne vem, kakšne glivice, paraziti in tako naprej. V osnovi to govorimo kaj? Preveč cukra, preveč mesa, preveč mleka? Tako, v bistvu to so... Preveč dobre hrane? Ja, procesirana hrana, tudi temu, kar rečemo junk food, hkrati pa res ogromno živil živalskega izvora, ker če tudi se s tem pretirava, hranimo bakterije, ki delajo tudi vnetje v samem črevesju. Tako da en balans mora vedno biti prisoten. In stvar je v tem, da produkcija zelo pomembnih nevrotransmiterjev, kot so dopamin in serotonin, je ravno v našem črevesju. To že velikokrat smo govorili o tem, 50% dopamina, tudi 90% serotonina se producira v našem črevesju in če tam stvari ne funkcionirajo, tudi ta produkcija je zmanjšana. Se pravi, tudi če ne užijemo hrane, ki podpira produkcijo teh nevrotransmiterjev, to bo vplivalo tudi na naše razpoloženje in na pojav različnih psihičnih bolezni. Ok, trenutek. Se pravi, mi zdaj govorimo o tem, da je depresija direktno povezana s našo prehrano? Tudi, ja. Vse lahko ljudje vidijo. Jaz mislim, da ni človeka, tisti, ki imajo depresijo, imajo sigurno zraven še prebavne težave. Absolutno. Ga ni. Ne vem, če imaš ti svoje prakse, ga ni. Ampak nekateri rečejo, čakaj, jaz nisem v depresijo padel oziroma zaplaval, jaz nisem na antidepresivih zaradi tega, ker slabo jem, jaz sem na antidepresivih zaradi tega, ker se mi dogajajo same slabe stvari ali pa, ne vem, nek večji dogodek, ki je dejansko to sprožil. Ja, zato, kako gre v resnici? Sodobna zahodna alopatska medicina temu tako pristopa, ker oni še vedno jemljajo depresijo kot problem glave. To je mentalna bolezen. Niso še v bistvu pristopili k temu, kot je recimo funkcionalna medicina in ostale bolj alternativne veje, pristopile, da je to v bistvu vnetje v telesu. In je to celostno vnetje. To je nek, depresija je samo alarm, ki ga mi, dokler imamo neke, ne vem, napenjanje, probleme z zaprtjem, drisko, to jemljamo kot nekaj normalnega. To je del življenja, del stresnega odziva, del našega življenjskega slova, normalno. Del starosti, recimo. Toliko smo že stari, zdaj pa že lahko imamo napiknen trebuh in to zanemarjamo. Ne pogledamo v to, nočemo vedeti, kaj je notri. Jaz tudi recimo, ko delam s strankami klistirje, vse reče, nočem vedeti, kaj imam notri. In
To traja, to depresija se ne zgodi čez noč. Lahko traja leta in leta, ko se vse to nabira, ko se to ravnovesje enostavno poruši in ga telo ni sposobno več postavljati. In potem pa pride vnetje iz črevesja, pride v možgane. Ker te molekule vnetne potujejo po našem telesu, mi nismo ločeni, nimamo ločenega črevesja, je povezan z krvnim sistemom. In takrat je pa ta alarm že, ki je v bistvu že zelo pozno, ko nastopi depresija. Pomeni, da je že zelo veliko vnetje v možganih. In to ni hec, ne, ker ta depresija je na začetku slaba volja, nimamo nobene motivacije, ampak to lahko preraste v resne probleme, v demenco, Alzheimer, Parkinsona, kar zdaj vidimo porast tega, ne? To je dejansko cel potek. To stopnjuje, vedno je to tako. Sama sem se zavedla, kako grozna bolezen, dobesedno, je to, ko sem imela tudi lastno izkušnjo in sem videla, kako razmišlja depresiven človek, iz kakšnih majhnih stvari, ki sploh niso problem, naredijo ogromen problem in hkrati tako življenjsko grožnjo iz tega. In je čutiti tako, da sami nekje na eni ravni vejo, da ni, ampak jih potegne dejansko notri v to. In mi je bilo vedno to zanimivo, pa sem zmeraj rekla, pa dej takrat, ko si zdrav, pa napiš si pismo za takrat, ko si v depresiji, a ne? Pa si ga preber, se to je dejansko tisto, kar si ti sam s svojimi besedami, je težko. Ampak če torej takrat začnemo, oziroma že prej začnemo, če spremenimo zdaj čisto ploščo, pa če bo en človek, ki je zdaj na antidepresivih, pa ima še en kup drugih težav, če bo začel bolj zdravo jesti, bolj zdravo razmišljati v tem smislu, ali lahko naredi tako spremembo, da na eni točki ne bo več rabil ne antidepresivov, no nobenih drugih zadev? Lahko se zgodi ta premik, ampak kot vedno poudarjamo, celostno obravnavamo človeka, ne samo prehrano, tako je. Torej, predpogoj, celostna obravnava in sprememba življenja, se da. Tako, se da, absolutno se da. Mislim, jaz imam tudi in stranke, in prijateljico tudi, ki je šla skozi res hudo depresijo in je zdaj čisto v redu, popolnoma v svoji harmoniji, ravnovesju, ampak ne živi več enako, kot je živela nekoč. Se pravi, vedno je kakršnokoli neravnovesje, ali temu rečemo bolezen, eno sem opozorilo življenja, ki reče, veš kaj, do zdaj nekaj nisi delal najboljše v prid sebi, zdaj je čas, da nekaj narediš zase. In če se prebudiš iz teh sanj, iz tega konstrukta, ki si ga nekje ustvaril, potem se zgodi sprememba na bolje. In stvar je frekvenc na konc. Ne samo tako, kar se tiče hrane, tudi to je frekvenca, ampak stvar je spreminjanja tega notranjega zapisa. Ko mi to naredimo, ali je to prek pravilne prehrane, ali pravega pristopa, ali odnosa do sebe, ali kakšnih terapij, ki jih uporabljamo, ali sproščanje tistih čustvenih nabojev, ali kakšnih travm, ki smo jih nekoč doživeli, ker vse je tle. Vse v mišicah, vse spominje tle na telesni ravni. In pa če to treba spraviti stran, oziroma tudi ni nujno, da se ukvarjamo toliko s tem, odkje, zakaj, kako je, ampak da najdemo način, da se to izprocesira. Okay. Pripravili smo eno krasno razpredelnico, preglednico, pa gremo malo tole pogledati. Slabe volje, kljub antidepresivom, kaj dejansko lahko narediš. Torej, uživajte polnovredno hrano, sveže, sezonsko, lokalno, ekološko. Če to naredimo, smo že tako vse naredili, ne? Potem dovolj omega-3, se pravi avokado, semena, oreščki in tak naprej. Uredite črevesno mikrobioto. S čim bi tukaj dejansko začeli? Zdaj, če že upoštevamo to dvoje, s čim bi še lahko? Se tukaj priporoča, da se jemlje probiotike? Ja, vsekakor, ja, definitivno je. Ja, probiotiki, pa jaz vedno tle poudarjam od Klepeta ob kavi, je zelo dobra stvar, da je veliko sevov, veliko bakterij, pa hkrati tudi prebiotične kulture, ki nahranijo prave bakterije, ker naenkrat, ko mi dejansko začnemo uživati probiotike, pa itak je treba nekaj časa biti vztrajen, da se res začnejo razmnoževati probiotične kulture, pol to moramo nekako vzdrževati in zaradi tega tukaj pride prav, da na začetku, ko je tu tako stanje, ki ga želimo hitro popraviti, da pol delujemo na tak način, da začnemo uživati probiotike, potem pa imamo zraven še dobro hrano in kot se zmeri poudarjamo, vlaknine so ključne za kot dobra hrana, dobra osnova, da hranimo ta prave bakterije, da se vzpostavi to dobro ravnovesje. Tako da vsaj 2-3 mesece, odvisno, kje so težave, lahko se to pol nadaljuje, lahko se vmes naredi ena pauza, vidimo, kje smo, kakšen je odziv
čutu telesa, če so kakšne spremembe in pa lahko tudi nadaljujemo še naprej. Včasih je treba res narediti daljšo kuro. Jaz sem leta nazaj spoznala en tak par psihiatra, ki sta že začela dodajati svojim pacientom probiotike. Ko si redko slišal, da recimo je ta povezava in da nekdo v tej panogi se sploh odloča za ta korak, to je bila neka napredna varianta. In potem zdaj že danes slišimo, da je to masovno razširjeno, tisti, ki so malo bolj ozaveščeni. Tako da definitivno začnemo s to spremembo, ker zelo je težko, ko smo mi v takem kronično problematičnem stanju, tudi kar se prebavnega sistema tiče, da samo s hrano delujemo. Ker pač težko bomo naredili tako orang spremembo, da dobimo res zadostno količino pravih probiotičnih kultur, ki podpirajo naše telo, zaradi tega je dobro, da imamo dodatek. Probiotiki s prebiotiki torej naredijo tisto spremembo v smislu urejevanja prebave. Absolutno, kot sem že prej povedala, ne, mi se moramo res zavedati, da so bakterije izjemno pomembne v našem telesu in se moramo začeti do njih obnašati, kot da so naše prijateljice. In jih moramo hraniti. In ravno to, kot si omenila, prebiotična hrana, ne? To so recimo, imamo lahko jagodičevje, predvsem kakšne borovnice, potem fermentirana hrana. To je kislo zelje, kisla repa, ki je v naših krajih, so včasih naši stari starši normalno jedli vsak dan v bistvu. Dovolj je v vsakem obroku žlica fermentirane hrane. Recimo zelenjak je polna vlaknin, gomolna zelenjava. Sploh zdaj, ko smo v tem jesenskem obdobju, idealno, kar nam ponuja mati narava. Recimo, kakšen odlično vpliva tudi pektin. Ne? To si lahko sami naredimo čežano, ni noben problem. To so takšne stvari, s katerimi lahko začnemo danes in ne zahtevajo veliko energije, ker moramo vedeti, da ljudje, ki so v depresivnem stanju, nimajo v bistvu v tistem trenutku, nimajo volje niti do življenja. In zdaj, če jim boš ti napisal seznam 10 stvari, kaj morajo vse spremeniti, bo rekli, jaz ne morem, ker dejansko ne morejo. Ne? In mogoče, če začneš s tem, da nahraniš njihove bakterije, ker dejansko se moramo zavedati, da so delali tudi raziskave, ne? Da če jemaš antibiotike, te ti uničujejo dobre bakterije v telesu. Ne? In to lahko povzroča dejansko tudi občutek tesnobe. Čist na fizičnem nivoju, ampak ti to občutiš. Ne? In dajmo začeti s mečkanimi premiki. Tist lahko vzameš zjutraj, ne? Pa si daš malo borovnic. Kdaj? Zjutraj, zvečer, kadarkoli, ne? Dejansko lahko z biotiki? Odvisno. V bistvu jaz jih tudi priporočam, da jih na tešče vzajemo zjutraj, da še boljši efekten lahko tudi s hrano vzajemo. Ja. Jaz načeloma zjutraj, če grem pa na kakšen piknik ali pa na kakšen rojstni dan, vem, da bom zaužila tudi kaj slabih bakterij. Predčasno že vzamem eno in potem to gre lažje. Ja, pa všeč mi je zaradi tega, ker v samem izdelku v bistvu so encimi še prisotni. Ker v tej povezavi, kot ti govoriš, je tudi neka hrana, ki je problematična, ker nekdo, ki ima depresijo, anksioznost in druge težave, v bistvu ima splošno v celotnem prebavnem sistemu težave, tudi v želodcu, hrana se ne bo dobro prebavila, potem bo nastala kakšna fermentacija, gnitje, kar še dodatno poslabša to stanje v tem ravnovesju dobrih in slabših bakterij. Evo, mi pa se vračamo na tale seznam. Torej, rekli smo, ne pozabiti na fajn maščobe, omega-3, polnovredna hrana, sveža, sezonska, lokalna, ekološka, uravnati črevesno mikrobioto, torej govorili smo tudi o razkisanju, spanje kot takšno za dobro regeneracijo, naučite se pravilnega dihanja, torej vdih in izdih. Vdih, a ne, se pravi, gre trebuh noter, gre trebuh vdih ven, pa pol izdih je noter. To ima veliko ljudi obrnjeno, ne? Se pravi, pravilno je, da ko naredimo vdih, napolnimo trebuh gre ven in izdih gre, pomembno, da ni obrnjeno. Tale terapija z mrzlo vodo, znameniti Wim Hof, tudi krasna dejansko zadeva pri depresiji. Navade, ki vznemirjajo, preveč cukra, poslušanje depresivne glasbe, sam še bolj greš not, čeprav ti verjetno paše takrat. Dovolj časa na soncu in pa podpora endokrinnih, torej nadledvičnih žlez. Kakšna je tukaj povezava nadledvičnih žlez v tem smislu? V nadledvičnih žlezah se govori takrat, kadar je prisotna, ne vem, izgorelost. Stres. Zdaj,
telo se odzove na vsak stresor z stresnim odzivom, ne, reagira na živčni sistem. In takrat se sproži kortizol. Kortizol je v bistvu namenjen kratkoročnemu uravnavanju stanja, da spravi telo nazaj v homeostazo, v ravnovesje. Problem je to dolgoročno izčrpavanje nadledvične žleze. Se pravi, kar traja. Ne, to je ta kronični stres, ki vodi lahko tudi v kronično depresijo. Ne, to je čisto dokazana ta povezava. Kortizol, tudi ko je kronično v obtoku, preprečuje nastanek ostalih hormonov. In smo spet v hormonskem neravnovesju, ki vpliva na naše razpoloženje. Ne tvori se ostali pomembni hormoni. Zdaj, tudi, rekli smo, da se serotonin tvori v črevesju. Serotonin je prekursor melatonina. Če ne bomo mi tvorili serotonina za dobro počutje, tudi melatonina ne bomo mogli spati. Prav to celostno hormonsko ravnovesje je ključno za naše dobro počutje. Okay. Kaj je tukaj dejansko pomoč, da nismo skozi v tem stresu, v tem mehanizmu boj, beg za preživetje? Pa tudi zamrznitev je. Ja. So še ene variante. In spet pa otročkih pogosto najbolj. In kaj se zgodi takrat, prebavati zmrzne, zato ker ni življenjsko imunski sistem. Pri stresu je zmeri tako, da tiste vitalne funkcije še nekako toliko delajo, da ti preživiš, ampak tiste, ki niso najbolj primarne, v tem trenutku se enostavno upočasnijo ali se ugasnejo. In tukaj govorimo res in o imunskem sistemu, prebavnem, hormonskem sistemu, ker, kot si ti rekla, dejansko stres bi mogel trajati kratek čas, kot žival v naravi, neko nevarnost doživi, potem to traja nekaj minut in pol, ko nevarnost mine, je ona čisto v svoji homeostazi. Pri nas se to ne dogaja. Mi smo konstantno v enem stanju stresa, skozi izločajo ne samo kortizol, adrenalin, tudi norepinefrin in tako dalje, ogromno teh stresnih hormonov in pač to pa pripelje do tega, da nastane enkrat do popolnega izčrpavanja nadledvičnih žlez, ki tudi producirajo 50 različnih hormonov. In pač tukaj se zgodi to neravnovesje tudi na endokrinem sistemu in zaradi tega je treba podpreti telo, ker spet je varianta, da mogoče ne bo dovolj, da mi samo spremenimo prehrano, pa da delamo neke dihalne tehnike, pa sproščenje in tako dalje, ampak bomo rabili pomoč narave kot eno tako podporo. In zaradi tega jaz tudi ogromnem številu svojih strank priporočam tudi adrenal podporo, ker v bistvu je taka kombinacija sinergijskih rastlin, ki delujejo na vse te parametre, ki bi znale biti v težavah, ko so mi v tem stresnem stanju. In ravno iz tega razloga in ta res odlična kombinacija in švaganda, ki deluje in na nadledvične žleze in na ščitnico in pomaga, ker pri teh težavah pride in do padca energije, da nimamo dosti energije, ne moremo zaspati, ampak hkrati v bistvu tudi čez dan nimamo dovolj energije, da bi nekaj počeli. In take rastline adaptogene to uravnavajo. Recimo takrat, ko je potrebno, da imamo več energije čez dan, dobimo več energije, po noči pa se lažje umirimo, lažje spimo in je boljša regeneracija. Ashwagandha, tulsi, rodiola, ginseng, cordyceps, to je pač ena taka celostna podpora za naše telo v tem stanju, ko je nastopilo mogoče izčrpavanje ali že so neke težave s psihičnimi boleznimi. Tako da pač za vsakogar, ki se s tem sooča ali preventivno želi delovati, ker nikoli ne veš, misliš, da nisi v stanju stresa, dejansko pa si. Posebej je to ena taka varianta, ko misliš, jaz zdaj lahko delam 12 ur, imam velike energije, to je že korak, si že stopil v to stanje na pot k izgorelosti. Veliko ljudi poznam, ki se jim pravzaprav depresija, neko obdobje depresije začne ravno s tem, da ne morejo spati. Saj človeka ne more spati, se mu zmeša. Absolutno. Jaz temu pravim kitajsko mučenje. Jaz pri sebi vidim, če ne spim minimalno 7-8 ur, jaz sem zombi. Enostavno nisem sposobna funkcionirati. In zdaj ravno to je ključno. Ta adrenal podpora v bistvu krepi živčni sistem. In ko imamo mi močen živčni sistem, lažje prenašamo tudi zunanje stresore. In manj pride do teh stresnih reakcij. Zato je ključno, da mi tudi začnemo sebe opazovati. Da vidimo, kdaj gremo preko sebe. Tukaj smo mi se nehali že dolgo časa nazaj poslušati. Saj vidimo, utrujeni smo, bomo zdaj popili kavo. Samo še naprej izčrpavamo telo. In pridemo Bičamo že utrujenega konja. In razne energetske napitke. Jaz vidim mlade, kako kupujejo. Meni je to kar grozno. Ko vidim v teh trgovinah, ki imajo na tekočem traku samo energetske napitke.
In to so že najstniki, srednja šola. Ne? In že tam se začne. Potem pa ni čudno, da so pri 20-ih vsi na antidepresivih, ker so dejansko izčrpani. Skurjeni. Čist. Poporodna depresija je precej pogosta. Verjetno tudi zaradi tega, ne, pomanjkanje spanca, hormoni ne najbolj. Mislim, sama recimo vem, jaz do 8. 9. meseca starosti svoje hčerke nisem spala več kot 5 ur v kosu. Je še manj. Ja, tako, do pol leta sem spala največ 2 uri pa pol v kosu. In videla sem, kaj se mi je dogajalo čez dan. Ful hrepenela po sladkorju. Ful hrepenela po sladkorju in tudi videla sem, koliko me je vsaka stvar spravila s tira dejansko. Ampak adaptogene rastline so mi tukaj pomagale, definitivno. Ampak vidim, kako hitro se dejansko lahko zgodi ta poporodna depresija tudi v tej obliki. Ja, dostikrat tudi se gre za to, ker zmeraj tako, ko ni spanja, ni regeneracije, vnetje se ustvari v telesu, in je tudi ta varianta pomanjkanja tudi nekaterih nutrientov. Veliko krat gre za to, da je takrat treba omega-3 uživati redno, zaradi tega, ker tudi pravijo, da dejansko zelo visok odstotek se zmanjša tiste poporodne depresije, če mi recimo jemljemo prave nutriente in omega-3 naredi res veliko spremembo, ampak najboljše recimo v tem primeru, da je kot kakšen dodatek. Jaz vedno priporočam, da je to olje iz alg, ne pa ribje olje, ne iz tega vira, ker v bistvu dobimo zraven še marsikaj drugega, kar bo iritiralo živčni sistem in bo še slabše. Torej omega-3 iz mikroalge, iz alg. Res je. Lahko pa je hrana, to so predvsem lanena, čija semena, zelena listnata zelenjava, konopljina semena, orehi, jagodičeve, to so taki dobri viri, recimo omega-3, in tega mora biti na dnevni ravni dovolj, da pol zadovoljimo te potrebe. Tako da pač lahko to vse preprečimo, ampak predvsem tudi hrana, ki dejansko stimulira produkcijo serotonina in dopamina. In to je zelena listnata zelenjava, oves, krompir, različne gobe, recimo, alge so izjemno dobre, soja, če lahko uživamo, ekološka seveda, kumare, to so recimo nekatera živila, ki še bolj pomagajo pri tem, da se semena, oreški, recimo, to tudi vredna prehrani in s tem bomo pomagali svojemu telesu. Torej, danes smo rekli, antidepresivi so potuha, obstaja način izven, ampak verjetno nadzorovana. Sistem, zdaj pa ne bom več, pa grem sam še na zdravo prehrano, ne bo deloval. Ne, treba je celostno pristopati. Moramo se zavedati, da pač v tistem stanju obupa, ko smo dejansko v stanju preživetja, iščemo neko hitro pomoč, iščemo neko čarobno pilulo, ki bo rešila vse naše težave, ker v tistem trenutku niti nimamo energije, da bi reševali celostno stvari. In če prebereš tudi oglaševanje teh antidepresivov, si rečeš, pa se to je super. Dejansko, jaz sem šla prav googlat in ti piše, da ti dobro voljo te spravi, odpravi vse tvoje težave. Super, dejte mi! Tale trenutek, takoj! Ampak jaz imam recimo iz izkušenj, sem imela stranko 13 let na antidepresivih, 3 otroke, 2 poporodni depresiji. In vsakič so ji povišali dozo. Je prišla k meni, ona je rekla, sama je rekla, jaz ne želim biti več zombi. Ker dejansko v tem stanju tebe vzdržuje v določenem stanju, da lahko funkcioniraš kot nek član te naše družbe. Ne rešiš pa dejansko globino ničesar. In mi, da so začeli delati celostno, ona je rodila 3. otroka, nobenega znaka po porodni depresiji, je šla tudi k psihiatru, sem jo poslala, da jo pogleda. Ona je v bistvu polna jeze. In to je prav. Problem je tudi, kadar si ti v stanju depresije in jemlješ antidepresive, ti ne čutiš. In ravno jeza je že tista stopna, ki je boljša od apatije, od depresije. Ker jeza pomeni, da ima že neko energijo, nekaj spreminjati. Zato se morajo ljudje zavedati, da je... Ker pri depresiji pa give up. Je pa... Črno je, fertik. Ne, sam ravno črta si, nekako funkcioniraš, ampak v bistvu bolj na avtopilotu. Niti ne uporabljaš možganov, nič ne rešuješ. Okay.
Hvala vama za vse te informacije. To vsekakor ni konec, je šele začetek te tematike, ki je obsežna. Če bi si zapomnili, prva stvar, ki jo lahko naredite ta trenutek, je, da se začnete ukvarjati s svojo prebavo in svojim črevesjem. Na klepet@kavi.si najdete povzetek tega našega pogovora pod novicami, lahko tudi na YouTube kanalu, preko katerega dostopate preko spletne strani. Še enkrat pogledajte vse te informacije, katera živila si nabavite v trgovini in podobno. Vsekakor pa boste svojo črevesno mikrobioto krepili z kombinacijo probiotikov, prebiotikov in encimi. To je ena taka krasna zadeva, zelo, zelo preprosta, ki jo lahko torej jemljete vsako jutro na tešče ali pred obrokom oziroma zvečer. Najdete pa tudi še adrenal podporo za naše adrenalke, zato da bo močna, da bo močan živčni sistem in bomo lažje prenašali vse stresorje. Več informacij na www.klepet@kavi.si oziroma 02 6200 230.